Žičko zobnega aparata lahko doma pokrajšate tudi s ščipalcem za nohte. To je eden od nasvetov, ki jih je zdravstveni dom Litija objavil v sporočilu za paciente, potem ko so v tej zdravstveni ustanovi ostali brez edinega ortodonta. Takšni nasveti za samopomoč so nedopustni in ne morejo nadomeščati strokovne obravnave, so kritični v zdravniški zbornici. Direktor zdravstvenega doma pa pojasnjuje, da so želeli le pomagati. In kdaj bodo v Litiji dobili novega ortodonta? Rebeka Tomadus. Zdravstveni dom ne bo več izvajal ortodontije, se glasi sporočilo pacientom zdravstvenega doma Litija, zraven pa pripeta navodila za samopomoč, denimo, da se lahko zobne žičke premakne s pinceto ali del odreže kar s ščipalcem za nohte. Smo želeli ob tem obvestilu tudi pripraviti neke osnovne odgovore na vprašanja in nelagodja, ki se lahko pojavijo pri otrocih, ki imajo že v bistvu aktivno ortodontsko zdravljenje. Tukaj smo v bistvu izhajali iz nekega strokovnih priporočil. Odbor za zobozdravstvo zdravniške zbornice je skočil na noge, ker da je samopomoč namesto strokovne oskrbe nedopustna in nesprejemljiva. Omenjeni posegi pa da lahko povzročijo dodatne poškodbe ali celo zaužitje žičke. Mi smo se tudi obrnili na odbor za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Slovenije, katere smo prosili za revizijo naših priporočil oziroma pripravo nekih nacionalnih priporočil za ravnanje pacientov v taki situaciji. Tako da računamo, do roku enega meseca bojo pripravljena strokovna priporočila za celotno Slovenijo. A glavni problem se je tu izgubil, meni direktor, ki se boji, da novega ortodonta v Litiji ne bo več. Prekinitev je neposredna posledica uveljavljenega zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bil sprejet v lanskem letu in nekako omejuje javnim zdravstvenim zavodom sodelovanje z zdravniki preko pogodb o sodelovanju. Posebej zdravstveni domovi so en velik del programov izvajajo z zunanjimi izvajalci. Rešitve so ali zaposlijo ortodonte v javnih zavodih ali se razpišejo koncesije. Vprašanje pa tu je seveda, ali imamo sploh interes in imamo strokovnjake na trgu, ki so pripravljeni se vključiti v javno zdravstveno mrežo. Ravno pri ortodontiji se bojim, da velikega interesa ne kažejo, tudi zato, ker se da na trgu povleči nekoliko večji zaslužek kot pa iz javne zdravstvene mreže. Zdravstveni dom je ministrstvo že aprila obvestil, da bodo maja brez ortodonta. Takrat so jih zaprosili tudi za razpis nove koncesije. Do danes so jim poslali že 3 pozive, a ministrstvo ni odgovorilo še na nobenega. In tudi nam le skopom, da je predlog koncesije že posredovan ZZZS-ju, ter da sočasno potekajo usklajevanja, katere programe in v kakšnem obsegu bi zdravstveni zavodi lahko prevzeli. Čakalne dobe na področju ortodontije so v Sloveniji res postale v zadnjem obdobju ali pa v zadnjih nekaj letih nedopustno dolge. Celo presegajo 4, 5, celo 6 let. Z napotnico zelo hitro na prvi pregled čaka 600 ljudi, zredno že več kot 30 tisoč, skupno pa več kot 46 tisoč in pol. Najbolj je preč problem pri tistih visečih pacientih, ki so že tekom zdravljenja in zdaj izgubijo pač ni nadaljevanje tega zdravljenja. Podajamo jim odgovor takšno, kot smo ga prejeli v bistvu strani Ministrstva za zdravje in ZZZS-ja, se pravi, da v bistvu počakajo na razpis koncesije in izbor novega izvajalca oziroma se lahko tudi obrnejo na zdravljenje v tujini. A tudi s podeljeno koncesijo ni nujno, da bo ortodontska ambulanta delovala prav v Litiji.